song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Gospod Marjan Ravnikar, športni klubi v Domžalah in Srednja šola Domžale sodelujejo že dolgo časa in lahko rečemo, da se iz leta v leto to sodelovanje razvija in je številčnejše. Delamo že, mislim, da 6. leto bolj intenzivno. Pred 6 leti je bilo to malo, bom rekel, kar po domače in tudi ni bilo toliko efektivno, kot se zdaj dogaja. Tudi glede na uspeh, ko jo spremljamo uspeh teh športnikov, se mi zdi, da iz leta v leto boljša povprečna ocena. V lanskem šolskem letu pri pregledu povprečja ocene je bilo pri športnikih 3,5 ocena na splošno, kar je za mene zelo pozitivno. Glede na to, kakšne obremenitve imajo športniki, dopoldanske treninge, popoldanske treninge, učenje, doprinos manjkajoče snovi in podobno. Kar precejšnja številka poklicnih športnikov je na vaši šoli, tudi procentualno, če gledamo, torej gre za res pravo športno šolo? Ja, iz leta v leto se naša šola razvija v športno šolo, čeprav ni tista prava športna šola, brez športnih oddelkov smo, predvsem zaradi različnih programov. V letošnjem šolskem letu se je vpisalo v prve letnike 190 športnikov, vseh dijakov je pa 653. To je kar lepa številka, pa upam, da bo v nadaljevanju še boljše. Vemo, da imajo ti športniki kar precejšnje ugodnosti glede na ostale dijake, morda kakšne pritožbe od ostalih? Dobro je, kakšna opaska, kakšno spraševanje, samo če se ustrezno pogovori z ostalimi dijaki, to zastopijo, pa razumejo. Kakšen je plan za naprej? Novost v letošnjem šolskem letu je učenje nadaljavo, tako da so 3 dijaki, nogometaši izven Slovenije v tujih klubih in je dogovor tako, da imajo pedagoško pogodbo, določene datume, okvirne določene datume izpitov in takrat se oglasijo na šolo, ko pridejo v Slovenijo in pridejo delati izpite. Kar zahteven urnik imaš, verjetno, kako se skupaj usklajuješ? Ja, imam kar zahteven urnik, ko prijem iz šole domov, naredim nalogo, ter moram že oditi na trening, je kar težek, natrpan urnik. Koliko ti je v teh 3 letih vse skupaj olajšalo zadevo, da je vse tako blizu, da je vse tako urejeno? Verjetno si predstavljaš, da če ne bi imel statusa športnika, da bi se težko tako resno ukvarjal z nogometom. Ja, res bo težko. Ne vem, če bi naredil te letnike, ker je ta program težek in glede tega res hvala šoli. Po čem se razlikujejo recimo športniki, dijaki od ostalih? Predvsem se razlikujejo po tem, da se aktivno ukvarjajo s športom. Tega se kot šola zavedamo in jim tudi poskušamo to njihovo udejstvovanje maksimalno olajšati. Praktično to pomeni, da oni, če imajo seveda ustrezne pogodbe, katere se sklenejo z vodstvom šole, tam se pač opredelijo pogoji, obveznosti, pravice, in vsi dijaki, ki imajo te pogodbe, so v bistvu upravičeni obiskovanja športne vzgoje. Torej, v bistvu v času pouka lahko oni trenirajo v svojem matičnem klubu in niso prisotni pri športni vzgoji, ampak morajo pa v vsaki konferenci pa pridobiti oceno. 1 ali 2, odvisno pač od kateri letnik obiskujejo, načeloma pa so v času športne vzgoje na treningih svojega kluba.
Kako pa mogoče ostali dijaki na vas gledajo, glede na to, da imate ugodnosti, ponavadi pride do kakšne zavisti? Ja, mogoče so, kakšni se počutijo prikrajšani, da nimajo te možnosti, da si napovejo spraševanja, ampak tudi se najdejo kakšni profesori, ki omogočajo celemu razredu, da imajo napovedano in potem, da se drugi ne bi počutili, kot da bi bili prikrajšani. Profesori so morda prizanesljivejši pri spraševanjih ali ni razlik, morate vseeno pokazati toliko znanja kot ostali? Teh razlik nisem čutil, potreba je pokazati svoje znanje, ampak kot sem omenil, da je to veliko lažje zaradi tega, ker se lahko dogovorim in datumsko uskladim za spraševanje. Ja, v glavnem ne bi delal razlik, jih pa še malo povprašam, kako tudi v svojem športu, če kaj podobnega vidijo, pa potem pridemo še do kakšnih bolj zanimivih odgovorov. Ste sošolec enega oziroma več od teh športnikov. Razred spremlja njihove športne kariere, ste vpeti v to, čestitate tudi? Čestitamo, ja, če je kaj takega, no, tako odvisno spet kdo, a ne. Vsi ne spet, čestitamo pa, če so kakšni dosežki na tem področju športnem. No, prišel si z drugod, nogometni klub Domžale ti je priskrbel tudi nastanitev, šola je v neposredni bližini tukaj športnega parka, verjetno je to za mladega nogometaša zelo pomembno, da je vse. Ja, to je zelo pomembno, res, ja, ni neke razdalje, ni kakšnih vožnjic avtobusov, to res kaže tudi na organiziranost kluba in glede tega nimam kaj reči, smo zelo zadovoljni lahko. In tudi vsem drugim bi priporočil nekako to, ker je res odlično vse organizacije na nivoju.